Na kratko bi povedal, zakaj poslanci Slovenske ljudske stranke nismo dali podpisov pod spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih. V poslanski skupini Slovenske ljudske stranke se prav dobro zavedamo, da je zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je bil uveljavljen lansko leto, junija, nujno potrebno novelirati in ga spremeniti, kajti je v določenih točkah izredno neživljenjski, posega tudi nenazadnje v neke pridobljene pravice. Res pa je, da je tudi imel namenjeno, se pravi, v obliki teh odškodnin, moram povedati čisto na kratko in tako, da bomo vsi razumeli, če je danes nekdo hotel graditi bilo kateri objekt, tudi če je že bil v prostorskih planih napravljen za gradbenega, je pač moral za celo to parcelo, na katerem se je nahajal objekt, plačati tako imenovano spremembo namennosti za kmetijske zemljišča. Ta odškodnina je bila lahko zelo velika, od 5 do 12 tisoč evrov, pa tudi do več za relativno majhno parcelo. Zdaj, investitorji so se tega poskušali izogniti na ta način, da so ta parcela, če je bila večja, razparcelirali, se pravi, da so imeli dodatni strošek od 700 do 1000, pa tudi več evrov za geodeti, da so to stvar odparcelirali. Tako da je meni včasih prišel na misel, da so bili glavni lobisti pri pripravi tega zakona v preteklem letu in še nazaj, ko se je pripravilo, ne se pravi skrbniki za kmetijsko zemljišče, ampak geodetske službe. Zdaj, vendar za predlagano novelo, kakršno se je pa zdaj vložila, se pa seveda mi ne strinjamo. Moram povedati, da smo v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke pripravljali novelo zakona, ki je bila usklajena tudi z resornim ministrstvom, dali jo v koalicijsko usklajevanje, vendar na koaliciji ni dobila podpore, lahko rečemo, ni prišla skozi in smo seveda mi potem bili prisiljeni ne vložiti, kajti bila bi obsojena na neuspeh. In kaj smo mi v bistvu, v čem se te dve stvari razlikujejo? Razlikujejo se v tem, da mi nismo te odškodnine odpravili v celoti, ampak jih precej znižali, zelo znižali. Potem smo hoteli poseči v člene, ki posegajo v vrstne rede pri nakupu kmetijskih zemljišč, kjer smo hoteli dati prednost kmetijam, ki se ukvarjajo z resno proizvodnjo in ustvarjajo hrano za trg. In se prav še na drugo območje tam, ker so kmetije bile prisiljene se širiti, tudi na kmetijska zemljišča, to je za te tako imenovane poenostavljene objekte, za silose, strojne lope, nenazadnje pa tudi za tiste kmetije, ki bi se rade selile iz urbanih centrov na rob teh centrov, kajti vemo, da je kmetovanje v urbanih centrih moteče ne samo za tiste, ki kmetujejo, ampak tudi za tiste, ki tam poleg živijo in se ukvarjajo za kmetijstvo. Mi sicer smatramo, da predlagana novela, ki je sedaj, se pravi, v postopku, ni v skladu z koalicijsko pogodbo, kajti koalicijska pogodba pravi, da bomo odpravili odškodnine za spremembo namennosti zemljišč, ki v naravi ne predstavljajo potencijala za kmetijsko pridelavo. Kmetijska pridelava, se pravi, je nenazadnje možna na vsaki kmetijski površini, dokler še ni gor navožen šodar ali pa beton. Druga stvar, seveda, je v koalicijski pogodbi tudi so členi, kjer bomo povečali konkurenčnost družinskim kmetijam in mislim, da bi s tistim zakonom, ki smo ga pač mi pripravili, imeli tukaj ubili, se pravi, dve muhe na en mah. Res pa je, da smo predlagali en del odškodnin, da še ostane, to pa z enega enostavnega razloga, kajti vsi vemo, da se v Sloveniji z najboljšimi kmetijskimi zemljišči dela tako, kakor počne svinja z mehom. Zelo grdo.
Že tako in tako imamo malo kmetijskih zemljišč in se pravi, neke varovalke morajo ostati. Zdaj, to je mogoče na kratko vse. Lahko povem še samo to, da je v predlogu zakona lansko leto, ki je bil napisan, je bilo rečeno, da se bo na ta namen vzpostavilo 20 milijonov evrov denarja, ki bo bil namenjen izključno za zemljiške operacije, za zemljiške zadeve, se pravi nazaj, vendar po drugi strani ni bil odprt podračun, se pravi, da se ta denar, ki se pa sedaj vseeno preteka, steka v integralni proračun. Res pa je, da je bilo v enem letu tega denarja zbranega po zadnjih informacijah manj kot 1 milijon evrov. Se pravi, da tista kalkulacija, ki je bila delana lansko leto, ne zdrži. Po drugi strani, se pravi, je pa to bil tudi sistemski zakon, ki je ta denar namenjal izključno za te zemljiške operacije in je pač sedaj, se pravi, ga ne bo in bo treba iskati nekje druge. Zdaj, za eno stvar, bom rekel še ena stvar, pri tem tako imenovanem mega zakonu, je tudi sprejeta eno določilo, ki se dodatno obdavčuje tiste lastnike zemljišč, ki so po spremembi namembnosti, se pravi iz kmetijskih v zazidalne in ki gredo v prodajo, se pravi, se jih dodatno obdavčuje prvo leto z 20, še dodatno 25%, potem vsako leto, prvo leto, drugo leto 15% in potem tretje leto 5%. To je tako imenovano tem ZUJF-u, so neko mega zakonu. Se pravi, da to je potem tudi eden od razlogov, da se pravi sama namembnost, sprememba namembnosti bi lahko znižala. Zdaj tukaj zaenkrat ostalo pa za vprašanje. Zapračujem, če bi mojo tudi malo bolj dolg. Kaj je ta mega zakon ZUJF? Ja, glej, ZUJF, ta zakon, ki danes začne veljati, je to in v tem zakonu noter je tudi eno določilo, da se obdavči tiste lastnike zemljišč, ki so prvo leto po spremembi iz kmetijskih zazidalne na zemljišča, se pravi, to stvar prodajo, se jih obdavči s 25%, dodatno obdavči s 25%, kar je že ostalo, je mislim, da 20% kot kapitalska naložba z dohodnine. Tako da, to je zdaj, se pravi, tudi ena od teh varovalk, da se ne bi toliko posegalo v ta sreča. Kakšen je zdaj vaš plan B? Boste skušali to, kar ste vzvali zakonom, vnesti tega, ali boste... Ni plana B, zato ker ga ne moreš amandmirati, ker v postopku členi, ki so odprti, ga ne moreš amandmirati, se pravi, teh stvari, ki bi si jih mi želeli, tako da ta zakon, ki je v postopku, ga ne moremo popravljati. Zdaj, mi se na poslanski skupini nismo še odločili, kako bomo, kakšne bojo naše odločitve se pravi, v nadaljevanju, pri glasovanju. Jaz sem zdaj samo povedal te ključne točke, zakaj mi nismo podpisniki tega zakona. Ne morete pa še reči, da boste glasovali za ali proti? Za poslansko skupino, ki se o tem ni odločila. Torej še vedno lahko obstaja možnost, da boste ta zakon... Obstaja možnost, da bo katero poslanci tudi ta zakon podprl, obstaja možnost, da se bo kdo vzdržal, pa da bo kdo tudi glasoval proti. Mislim, da pa tudi to ni nič kaj tazga, sej tudi pri ostalih zakonih, če gledamo, imamo kar tudi v koaliciji različna mnenja na področjih, recimo Nova Slovenija pri referendumski zakonodaji, pa ne nazadnje pri Tešu, pa še kje bi se kakšna stvar našla. Kako je vaša poslanska skupina, vaši poslanci lani, ko so veljavni zakon podprli, a niste imeli strokovnih služb, ki bi vam znale oceniti posledice? No, to vprašanje sem pričakoval, ne nazadnje tudi sam lani, ki nisem bil poslanec, ko sem bil se pravi vodja sindikata kmetov, sem ta zakon podprl. Ne nazadnje, mislim, da nam je vsem po domače povedano so šle določila o teh, bom rekel, čudnih odškodninah na cele parcele in tako naprej. In na te bonitete vsi smo videli samo pred očmi, se pravi to zaščito kmetijskih zemljišč pred pozidavo.
nujno, ne, se pravi, je potrebno res narediti predno uveljavitev tega zakona, da mi zarišemo trajno varovana kmetijska zemljišča, v katero se ne more posegati. Ne. Tudi to smo mi v zakonu, ki smo ga pripravili, naredili, da so stvar ne pustimo v OPN-je, ki bi to trajalo 10 let, ne, da bi vsaka občina skozi OPN si zarisala, kdaj je to, ampak da si bi ga v prvi fazi to naredilo za vlada z dekretom, zarisala, ne, se ne more posegati in se potem lahko kakšna stvar preškrtne. Ne, in se jaz zdaj bojim, ne, da če bo ta zakon sprejet, da bo, bomo rekel, polovsko lov odprt. Se pravi, lov na kmetijske zemljišča. Kdo bo po vaše, če bo odškodnina čisto pridobil, ali je to zemljiški špekulanti, kdo bo pridobil? Od tega največ koristi? Glede, jaz ne vem, kdo bo pridobil. Vem pa, da bo zgubilo kmetijstvo kot celota, država kot se pravi na tem segmentu prehranske varnosti in na tem segmentu zgube kmetijskih površin. Zdaj, gledajte, pridobil bo pa pri tem vsak, se pravi, pridobil bo tudi tisti mali investitor, ki gradi stanovanjsko hišo v lastni režiji, ne nazadnje pa tudi do velikih firm, ki pač si želijo graditi. Ne. To je dejstvo. Ne. Parcialni interesi bodo tukaj pridobljeni. A se nam trgovci v tej zgodbi lahko smilijo, ker oni ponavadi na najboljših kmetijskih zemljiščih gradijo svoje centre? Pa ja, gledajte, vse trgovci, jaz mislim, da so že kar veliko pozidali, ne. Res je, da kako je bilo napisano, bila je pšenica, zdaj raste plevel, ne bi ga mogli malo modificirati, ne. Bila je pšenica, zdaj rastejo trgovski centri. Ne. Kaj veliko več, pa jaz mislim, da ne bojo več gradili, no, koliko trgovin pa še noc. Sej že tudi vidimo, da nima da taka navala, ne nazadnje s tem mega nakupovalnem centru v Stožicah se že kar vleče in vleče. No. Tako jaz sicer si želim. To so sicer bolj moje želje. Še kakšno vprašanje, mogoče?